za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode porabili 1300 kWh, kar je cca 130 € električne energije. Zdravo, sem Boštjan, nahajamo se v naši hiši v Vrbju, blizu Žalca in odločili smo se za toplotno črpalko Kronoterm versijo O. No, z ženo smo se kar hitro odločili, da bi gradila svojo lastno hišo. Hiša ima 140 kvadratov, bivalne površine, je pa grajena v pasivnem standardu. Zato je pa tudi primerno bilo, da se vgradi toplotna črpalka. Glede ogrevalnega sistema sem že na začetku vedel, da imel toplotno črpalko, zrak, voda. Kot projektant vem, da za nizkoenergijske ali pa pasivne hiše, na primer, drugi sistem toplotne črpalke niti ni primeren. Vedel sem, da hočem imeti bolj švoh toplotno črpalko, se pravi, da ima manjšo moč, zato ker ta objekt ima 3,5 kW moči računskih izgub, se pravi, da sem rabil najmanjšo toplotno črpalko, ko je na trgu. Ker se je potem pokazalo, da je to bila glih versija O. Preveril sem več ponudnikov, sem se pa odločil za Kronoterm, ker je pač to lokalno podjetje, tule v naši regiji zelo dobro poznano. Tudi veliko dobrih stvari sem na njih slišal, tako da nisem dolgo razmišljal o odločitvi. Pri Kronotermu me je prepričal, poleg tega, da je to lokalno podjetje, me je prepričal hiter servis, kakovosten servis, dobavni roki, pa tudi strokovnost, vsa podpora, ko jo nudijo. Prav tako je zelo dobro, da se pod eno streho je od začetka do konca cel razvoj proizvodnja, vse je v eni hiši, kar je tudi zelo pomembno. Potem se veliko lažje tudi optimizira določene stvari, da odgovore na določene probleme dosti hitreje, kot pa druge, ko so samo prodajniki. Za toplotno črpalko versijo O sem se odločil tudi zaradi vizualnega izgleda, prilagodljivega. Tudi na naši hiši smo spremenili v hiši, v antracit, kar je bolj primerno bilo za stil hiše, ki ga imamo. V kombinaciji s toplotno črpalko smo gradili tudi sončne celice. Glavni motiv za vgradnjo sončne elektrarne je bil predvsem pokritje vseh stroškov elektrike, ogrevanja in pa seveda enkrat v prihodnosti tudi avtomobila. Toplotna črpalka versijo O ima pred konkurenco prednost v njeni toplotni moči, ki jo daje, se pravi, za naš objekt je bila veliko bolj primerna kot pa neke večje toplotne črpalke. Mogoče še tukaj dobro povedati, da imamo strojnico veliko 2 kvadratna metra in je noter lepo enostavno hidromodul in 2 ogrevalna kroga, ki zavzemajo skupaj 60x60 cm površine. Pri Kronotermu smo jih svetovali, da se vgradita 2 sobna nastavljalnika, se pravi po eno vsako etažo, za boljšo regulacijo samega ogrevanja. Tudi njihova pamet tako veliko bolje deluje in prilagaja same karakteristike določenemu objektu. Od samega zagona naprej se z nastavitvami toplotne črpalke nisem ukvarjal, ker za to poskrbi sama pamet, ki je v to vgrajena, v sobne nastavljalnike in v toplotno črpalko. Ta pamet v bistvu konstantno prilagaja delovanje toplotne črpalke za doseganje želene notranje temperature v prostoru. Se pravi, dobrega pol leta smo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode porabili 1300 kWh, kar je cca 130 € električne energije. Tudi iz tu se vidi, kako hitro se lahko investicija v toplotno črpalko povrne, kar pa je dobro prikazano tudi na Kronotermu internetni strani. Aplikacija Kronoterm Cloud je zelo uporabna, prek nje lahko spremljate ali pa kontrolirate svojo toplotno črpalko in temperature v prostorih, temperaturo sanitarne vode. Zelo uporabno, na primer, po daljši odsotnosti, ko je temperatura v samem objektu verjetno spuščena zaradi prihrankov, preden greste domov z morja ali pa smučanja, pač nastavite želeno temperaturo in ko se vrnete domov, je ta temperatura v objektu že vzpostavljena.